binder, pa imam rada tako slikce, pa te stvari, sem pripravila tudi malo za pokazati. Najprej hvala biti za najavo, hvala Florenci za povabilo. Sem vesela, da sem Trzinka, da sodelujem v trzinski zgodbi o uspehu, ker Trzin, lahko naprej prosim, ker Trzin je en primer zgodbe o uspehu občine, kraja, ki je znal slediti trajnostnemu razvoju in izkoristiti vire iz okolja. Nerodovitno tole cono, ki je zdaj, področje čist nekoristno, so spremenili v eno najuspešnejših poslovnih con v Sloveniji. In tako kot pač je vse okrog nas polno virov, se v konec se uvezala predvsem, naprej prosim, na les. In sicer v Sloveniji je 57% gozdnatih površin. Les je naše največje bogatstvo, žal premalo izkoriščeno. Mi smo bili nekoč ena vodilnih sil na tem področju, celo pred Avstrijo. Zdaj žal temu ni več tako. In celo ta zimska ujma, zmrzal je v bistvu nam ponuja les, prav v bistvu nam ponuja, poglejte tukaj, dajte izkoristiti, ampak kaj se zgodi? Poseka se les, veletrgovci ga poceni pokupijo in potem oplemenitenega pač lepo unovčijo. Glede na to, da jaz izhajam iz družinske tradicije, kjer se že več generacij ukvarjamo kakorkoli z lesom, sem potem raziskovala, iskala neke povezave mali z tradicije, z zgodovine, kaj je tazgo v preteklosti bilo, kaj je bilo recimo kaj vredno oživiti in spet pač obnoviti, ponovno spraviti v uporabo. In lahko prosim naprej. In potem pa še enkrat naprej. In v bistvu sem potem v sodelovanju z družinsko tradicijo, z mojimi, ki se ukvarjajo z lesom in z Janezom Bratovžem, ki ga verjetno vsi dobro poznate, smo naredili eno skupno zgodbo. Janez kot kulinarik, moj iz lesarstva in jaz kot oblikovalka smo naredili eno zgodbo Eat and Drink Designa, Miznica, ki je bil predstavljen na mesecu oblikovanja. In sicer smo hoteli les spet povrniti nazaj v uporabo, oplemenitenega, se pravi čist naravni les slovenskih gozdov, obdelan z naravnimi olji in voski. Tudi neke čist svojstvene premaze smo naredili, ki so edinstveni na svetu in tudi staže te testiranja, tako da je v bistvu to nek unikatna zadeva in so to proizvodi tega dizajna, ki so v bistvu stalno v novem nastajanju, vedno več jih nastaja, ampak v bistvu hočemo, da se to spet ponovno oživi, pač da res dobi spet vlogo v svetu, pri nas, zlasti pri nas, da bo spet pritiče to mesto. Na nas uporabnikih pa je, ko bomo mi znali lastne proizvode cen in jih uporabljati. Na oblikovalcih pa seveda tudi, da bomo znali take izdelke narediti, da bomo lahko v bistvu konkurirali, da bojo pač všečni, uporabni, sodobni, trendovski. Lahko naprej, prosim. Tudi recimo spreminjajo se vrednote, tudi kot smo slišali na poklicnem področju. Do zdaj so bili recimo trendovski poklici, zdravnik, odvetnik, pa tako. A vi veste, kaj bo poklic prihodnosti? Najbolj začnen poklic čez par let. Najbolj fancy poklic. Kmet. So naravni kmet. To bo najbolj cenjen poklic. Ampak to tisti kmet, ki je zdravilc, ki zna s hrano, tako pridelati hrano in vsak naraven način. Če bi to pred 15 leti nekdo rekel, bi rekel novo. In v bistvu jaz sem vesela, da se te stvari spreminjajo. Spreminjajo in da ljudje, kot so tukaj v tem kraju Flora, da imajo strast, da sledijo svojemu srcu, da vzpodbuja ljudi, da sledijo svoji poti, svojemu notranji strasti. In to so zgodbe o uspehu. In tako kot vidimo, tudi so krajana Bratovža, on je šel za kuharja, zato ker je rekla babica, zato je ga nov zebel, če bil zidar. In je šel za kuharja, da bo topel, da ne bo lačen. On je uspešen, zato ker je sledil svojemu srcu. In to so te stvari, ki je zdaj čas,
da spremenimo, da gremo naprej. V našem okolju je virov še na razpolago. Lahko naprej. Še en primer iz svoje prakse. Dobila sem naročilo opremo pohištvenega salona v BTC-ju. Povedali so, da jim je zmanjka denarja. Hočejo pa super opremen, pa zgodbo, pa vse hočejo. So pač rekli, ja ti zdaj nekaj naredi. Kaj pa so šla k njim v skladišče oziroma tam so imeli odpadke in je nastala iz odpadkov, iz njihovih izdelkov, oblazinjeno pohištvo delajo in nastal lep salon. Se pravi, iz vrtelinah pomijo za sedežne so oblaki svetila, iz odpadnih letvic so razstavni panoji, kjer se razstavijo vzorčniki, pa stojala za plazine, iz teh netkane tkanine, ki tapetniki uporabljajo za hrbtišča, so pa nastali predelni paneli. In potem je bilo to narejeno, zelo lepo izpadano, in v bistvu še bil zelo atraktiven salon, praktično brez vložka. Samo pač malo po proizvodni popisati in narediti. Prava ideja, lahko, in potem sem ta panel dala na natečaj, pa lahko naprej prosim, in je dobil nagrado za najinovativnejši proizvod v tekstilnem interjeru. In ta, zdaj pač to se trži, je že postal tržni produkt, in pač v katerih naših hotelih se posod se to že zdaj vidi in je zelo uporaben, enostaven, pocen, skratka to samo en tak primer te zgodbe. Te zgodbe je pa ogromno, ljudi, ki imajo ideje, ki imajo kreative, ki imajo sposobnosti, ki lahko naredijo, skratka, res velike stvari, velike zgodbe. Lahko še naprej prosim. Ja, lahko naredijo uspeh zgodbe, Ampak kaj je uspeh, Zdaj uspešen je ta, pa dober avto, pa tako, ampak uspeh ni samo stanje na žiro računa.